Kaj mislite? Kakšna je bistvena razlika med prehransko varnostjo in varno hrano? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Vse, kar zaužijemo, vpliva na naše počutje kratkoročno, na naše zdravje pa tudi na precej daljši rok. Varna hrana prispeva k zdravemu življenju, zdravemu gospodarstvu, zdravemu planetu in zdravi prihodnosti. In kot taka zadeva prav vse ljudi. V Zvezi potrošnikov Slovenije so poudarili, da zaradi približno 200 različnih vrst bolezni, povzročenih z zastrupljeno hrano, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu vsako leto zboli 600 milijonov ljudi, od tega 23 milijonov v Evropi. Zaradi zastrupitve s hrano vsako leto umre 420 tisoč ljudi, od tega 4600 v Evropi. Na tem mestu se bo verjetno marsikdo oglasil in poudaril, da so te številke majhne v primerjavi s tistimi, koliko ljudi umre zaradi lakote, pri čemer pa je treba vedeti, da pojem varne hrane sicer laično pogosto zamenjujemo s pojmom dovolj hrane, navadno govorimo o prehranski varnosti. A to dvoje še zdaleč ni isto. To zgolj ponovno dokazuje tudi trditev profesor dr. Petra Razporja, ki je na razpravi Prehranska varnost in varna hrana v organizaciji Wilfred Martens Centra za evropske študije in inštituta dr. Antona Korosta izpostavil nujnost vseživljenjskega izobraževanja o zdravi prehrani. V osnovni šoli je še nekaj poudarka na zdravi prehrani, učenju o tem, od kje hrana sploh pride. Kasneje pa to začne šepati, dokler na najvišjih ravneh izobraževanja popolnoma ne zamre. Se kdaj vprašamo, koliko kilometrov je prepotovalo živilo, preden smo iz njega pripravili obrok in ga postavili na mizo? S čim je bil zaščiten krompir, da je na videz svež prispel iz Egipta? Kolikokrat se je med prevozom z druge celine odtajala govedina? Kako sveže je pravzaprav jabolko, ki je na videz sveže? Temeljno vprašanje, ki nas zanima ob nešteto neznankah glede prehranske varnosti je, kakšen je položaj Slovenije in nasploh Evrope v teh precej negotovih časih in kako lahko vsi prispevamo k izboljšanju prehranske varnosti. Zelo malo geostrateške, politične ali zdravstvene nestabilnosti v Evropi je potrebno, da bodo meje zaprte in bomo odvisni zgolj od tega, kar se znotraj države predela in zredi. V teh primerih niso izključeni scenariji povsem praznih polic v trgovinah, pomanjkanje osnovnih živil in milijon ali več lačnih Slovencev. Takrat ne bo vprašanje kupna moč ali koliko ima kdo na bančnem računu. Rešitev za samooskrbo slovenskega prebivalstva je, da zagotovimo stabilnost vertikalne verige glede konstantnega odkupa lokalno pridelane hrane iz slovenskega podeželja. Predvsem v prvem delu vertikalne verige, kjer bi pri odkupu pridelkov od kmetovalcev morali vzpostaviti možnost organiziranega zbiranja pridelkov in na to ustreznega skladiščenja pod pogoji, kjer ne bi prišlo do poslabšanja kvalitete pridelkov. Na takšen način bi bilo enostavneje organizirati distribucijo do trgovskih verig, javnih zavodov oziroma potrošnikov, katerim bi omogočili kvalitetnejši dostop do lokalno pridelane hrane. S tem bomo potrošniki, ki hrano potrebujemo, prispevali k večjemu obsegu pridelave in posledično zagotavljanju večje prehranske varnosti. Ne živite v preteklosti, ne sanjate v prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.